Vse obiskovalce, gledalce in poslušalce ponovno lepo pozdravljamo v novi epizodi MCC podcasta MCC vam pove. Danes je z nami mlada gostja, mlada podjetnica, ustanoviteljica svoje blagovne znamke, Maja Kosi, hkrati tudi študentka ekonomije in pa bivša dijakinja gimnazije Celje Center. Maja, lepo pozdravljena. Zdravo, Senca, hvala za povabilo in da sem lahko tukaj danes z vami. Smo zelo veseli, da si se odzvala kot gostja našega podcasta. Nekaj malega sem že sicer omenila o tebi, nekaj sem že povedala, ampak dvomim, da je to vse, kar imaš za povedati o sebi, tako da mogoče, če sam začnemo z 3 besedami, s katerimi bi se opisala in seveda tudi zakaj. Prvo bi rekla vztrajna, to pa zato, ker podjetništvo, biti vztrajen je pravilo številka 1. In brez tega ne gre. Brez tega ne gre. Če ti nisi vztrajen, pač že tam, recimo na prvi, tretji stopnički je ponovno konca. Da pa si vztrajna, bi pa moč res potrdila s tem, da sem jaz dobila mojega psa. Je to trajalo najprej 1 leto, da sem moje starše prepričala in potem še 1 leto čakanja in pregovarjanja z tega psa. Tako da, vztrajna to je, ok. Pol kot drugo bi rekla pogumno. Zdaj, podjetništvo je spet ena stvar, ki jo rabiš, sploh ne, kot ti to štartaš po 15, zdaj ko gledam za nazaj. Jaz sem tako vedno shameless. Prestopila sem do vsakega in sem zdi to velikrat, ko sem tako tudi opazovala druge okoli sebe, ko so bili bolj tako zadržani, a veš, tako v šoli, ko je bilo treba pač potrkati na vrata učilnice, pa ne vem, enega profesorja rabi. Pa je bil strah. Je bil strah, pač kdo je potrkal, ne? Itak Maja. Pol pa tretjo bi pa rekla rada drugačna. Okay. In jaz sem to vedno rada, pa ne vem zakaj, ampak meni je tako najboljš delati stvari drugače kot ostali. In to je bil tudi en razlog, da sem šla na podjetniški krožek. Ker noben izmed teh, ko sem poznala, ni šel na podjetniški krožek, se pravi, podjetniški krožek je to, to bo odvest. Tako da, to so recimo te 3 stvari, ko bi se opisala. Ki bi jih izpostavila, ja. Zagotovo ne, si smo izpostavili že na začetku, ne, si mlada lokalna podjetnica in zagotovo te 3 besede so pomembne, oziroma te 3 neke osebnostne karakteristike so pomembne za mlado podjetnico in pa itak seveda bomo ostale pri tem. Svojo linijo izdelkov si pripravila, oziroma svojo blagovno znamko, Doggy Lily, gre za modo za pse, predvidevam, da za oblačila in za dodatke za pse. Odkud inspiracija, odkud ideja, odkud zasnova? Slovenija mogoče ni tak širok trg za neke pasje izdelke, mogoče smo še premalo zahtevni kupci tudi pri nas. Odkud ideja? Res je inovativna, nova, zabavna. V bistvu ideja je prišla samo iz tega. Jaz sem imela mojo psičko in jaz sem bila že od nekdaj zelo kreativna. Pač od malega, jaz sem skozi nekaj risala, šivala, tako, v tem smislu. In ko sem jaz dobila mojo psičko, to je bilo tako, da sem pa spet nekaj hotela posebnega, neko vratnico, ko bo tako točno tako, kako jo hočem jaz, ne? In takrat tega nisem našla. To je bilo tako recimo 7 let nazaj in takrat res, ne vem, veš, da ste, ne vem, take navadne stvari, ne? Zdaj to okej. Zdaj bom jaz pač kupila šivalni stroj, pa mi začela nekaj sama delati. In potem se je začelo. Potem sem začela objavljati to na Facebook strani, se pravi, naredila sem page Majina ustvarjalnica. In tako čisto iz tega, veš, vidika, ok, zdaj mi sem ustvarila, pa to objavljala. In tako se je začelo. Tako sem dobila prvo, ena punca mi je pisala, da je imela tak kompletek za mojega kužka in sem ok, le ni problema, bom pač naredila. In tako se je začelo. In pol prijateljica od prijateljice, pa prijateljičina prijateljica, ne? In začneš pol tako in potem si bila, ok, vprašanje je, ne? Tako. Zdaj pa, če pač vprašanje je, ponudimo, pa smo zmagali. Tako da, čistko nastali kot hobi in potem si bila, ok, to me je všeč, da imam izzive, podjetništvo bo pač ena stvar, ki hočem pač razvijati. In potem naslednje, zdaj, že 5. leto, v bistvu pač razvijam ta brand, izdelke. Vse se veliko mi je zamenjalo stilov, usmeritev, ne? Ampak ideja postaja še tako nekako. Rdeča nit ostaja. Si imela ravno eno vprašanje tudi povezano z tem, da si začela kot hobi in na koncu se je to razvilo v nekaj druga. Ampak na začetku torej je bil to hobi, je bilo pač nekaj, kar ti je bilo užitek, nekaj, kar si želela, nikoli si pa mogoče nisi mislila, da bo to na koncu tvoja pot, študij, kariera, ne?
Kar je recimo tudi zelo zabavno. A te je pol nekako ta hobi prepričal v to, da si tudi šla recimo kasneje študirati ekonomijo, oziroma bila si tudi dijakinja GCC-ja, del podjetniškega krožka. Ali je to nekako že bilo skladno v osnovi s teboj? Te je to področje podjetništva zanimalo že prej ali ne? Ne, ko si jaz zbirala srednjo šolo, me so moji starši zelo svetovali, da grem na ekonomsko gimnazijo. To pa zato, ker jaz imela vedno svoje finance zelo urejene. Pač že od malega jaz sem imela vedno del žepnine, jaz sem vedno to šparala. Tako vedno zelo premišljeno vse nakupovala, ok, hoče nov računalnik, zdaj bom šparala za to. In meni so vedno govorili, ok, Maja, da pač moč bi bila ti za to, ne? In jaz sem takrat iz principa nisem šla na ekonomsko gimnazijo. Takrat ni šans, ker... Tudi malo uporniška torej? Tudi malo uporniška, ja. Ni šans, ne grem, ne? In takrat jaz grem na gimnazijo. In potem sem šla v bistvu na informativne dneve, itak, GCC pač. Na GCC je bil vibe, jaz sem se ful dobro počutila, kar je pol naslednja 4 leta bilo pač ključno. Tako da ja, pol je bilo pa tako, da pol pa je podjetništvo malo začelo vplivati na moje odločitve, ker nekako v drugem, tretjem letniku sem se pa jaz odločila, da grem pač na ekonomsko, študirati pač ekonomijo. In spet en najboljših nasvetov, ki sem ga dobila od našega ravnatelja, je bil ta, da daj se ti odloč malo prej, po 4. letniku na koncu, kam hočeš in kaj za to rabiš. Zdaj, če ješ en faks, kjer so res visoke omejitve, pa rabiš točke, ok, da se pa fokusiri na šolo, da se fokusiri na maturo, da boš imel pač vse pogoje. Če hočeš iti nekam, kjer veš, da ni nekih omejitev, ampak veš, da boš lahko ti neki zraven, neke kompetence, neke veščine, ki te bojo pa delale malo da pač stopiš, ne? Drugačnega, si pa fokusiri na to, ne? Ok, delaj pač za tiste stvari to, ko je treba, pa druge nadgrajuj. In to si jaz vedela, ok, glej na ekonomsko grem. Niso neke visoke omejitve, ampak na koncu ekonomistov je pa eno malo morje. In pa če rabila bom nekaj, to podjetništvo, te veščine, da me pa neki jaz sem pa nekaj drugačna, nekaj večja. To je bil en najboljših nasvetov, ki sem ga pol upoštevala in se na koncu vse super izpeljali. Tako da, če ne bi začela s podjetništvom, v bistvu ne vem, kje bi bila zdajle, no, to res. Tako da takrat mogoče še malo neodločen hobi je pol nekako tudi prešel v tvojo neko poklicno izbiro in željo. Seveda omenila si gimnazijo, Celje center, dijakinja, podjetniški krožek. Kolikor sem prebrala o tebi, slišala in te zadeve, vem, da si imela tukaj zelo veliko neke podpore. Tako da mogoče, kak so bili začetki tvoji v teh podjetniških vodah, še kot v tvojih dijaških letih, kot v dijakinji? Ja. Zdaj, ko gledam za nazaj, podjetništvo v dijaških letih je lahko na eni strani the best izbira, res, odlična, na drugi strani je lahko pa disaster. In to govorim samo iz tega vidika, ker poznam oba primera. Jaz bi za sebe rekla, da v redu, sem pač dober primer. Naredila sem maturo super, srednjo šolo, zaključila na nivoju. Poznam pa nažalost dijake, starejše od mene, ki še vedno niso zaključili 3. letnika srednje šole, ker jih je podjetništvo pa toliko nekako odpeljalo, pritegnalo. Pa tudi ne z tega vidika, bolj toliko enkrat pride denar, ko vidiš ti, ok, jaz lahko pač zaslužim in ti pustiš šolo, ta točka to pa ni ok. In jaz sem imela srečo, da kljub temu, da sem imela na eni strani zelo veliko podpore, sem imela na eni strani moje starše, pa tudi profesorje, ki so pa še vedno pričakovali, Maja, šola. In tako mislim, vedno ima en dogovor, da dokler je v šoli vse v redu, dela me skar hoče. Res. Me ne bo noben nič odzadnji oviral, prepričeval, karkoli. Ko gre pa šoli kaj narobe, je pa šola tista prva, ki jo bo treba porihtati. Tako da, pri meni je bilo to vedno, jaz sem imela zelo neko tako, pa noben ni nikoli, da bi imel težil v šolo, ampak jaz sem imela neko odgovornost, da če se že grem tam neko podjetništvo, pa tam neki, pa da v šoli res zelo veliko manjkam, mora na drugi strani, jaz sem mogla imeti ocene take, da so meni všeč. Da si poskrbela za oba pola. Pri meni je moglo biti vse v redu. Ker bil je tak en mehanizem, ki v bistvu, jaz sem dobila v 4. letniku eno negativno oceno. Ampak to je za mene pomeni največjo katastrofo, groza, da sem imela jaz predmet, ki sem ga imela na maturi, to zgodovino, in sem imela negativno prvo polletje.
To je za mene bila taka stvar, da je 2 tedna mene je bilo sram pred profesorji, ker je smela občutek, da se vsi v zbornici samo o tem pogovarjajo, kako Kosjeva, ki tam manjka 3 dni na teden, ima pa zdaj vse, če pa za šolo ne dela, pol pa Zdaj se je pa izkazalo, Zdaj se je pa izkazalo, kaj pa je to. Mene je bilo tako sram, da jaz sem se jokala, vse, konc sveta, res. Vse sem popravila pol spet, pa vse bilo vse v redu, pol smo pičili naprej. Ampak pri meni je to bilo. Ena negativna ocena, v sekundi 20 me je stresala moja šola. In to je bilo to. Ta negativen neki notranji občutek, hkrati odgovornosti do vseh projektov, v katere si vključena in pa seveda tudi to, da šola še vedno ostaja pomembna. Tako da to sem imela srečo, da sem res imela vedno pač porihtan in šolo in podjetništvo. Včasih eno stvar malo bolj, eno stvar manj, veliko sem tudi manjkala v šoli, ne. Koliko smo rekli, 289 upravičenih ur do 13. marca. Tako da, ampak na koncu smo vse izpeljali tako mora biti, tako da. Kar je tudi največji dosežek oziroma najbolj pomembno, ne, da lahko nekako balansiraš tako šolo kot tudi ravno to, ne, da si se ukvarjala z podjetništvom. Kar je bilo tudi eno izmed mojih vprašanj. Dan ima samo 24 ur, ne, teden ima samo 7 dni. Kako dejansko ti je uspelo pri 14, 15, 16 letih balansirati 2 ekstremno naporna urnika? Vemo, da še zdaj uspešni podjetniki, ki imajo desetletja izkušenj, imajo težave z organizacijo časa in tega, kje kdaj vse morajo biti in katere obveznosti vse morajo narediti, ti pa pač si balansirala in to in še šolo. Zdaj tako, to je bilo tako, jaz bi rekla gimnazija, tako zelo zanimivo obdobje. In jaz sem bila res tako, jaz sem bila vedno pripravljena iti čez sebe, toliko, da je pač, jaz sem delala, dokler ni bilo vse narejeno. In to je pač pomeni, da velikrat je bilo tako, da ne vem, me ni bilo v šoli 2-3 dni na teden. Ker sem imela, ne vem, sestanek v Ljubljani, pol sem imela vmes, sestanek s mentorjem, klic iz Amerike. In to je pomeni, da se je zmanjkala v šoli obrok. Ampak to ni zdaj pomeni, da pa lahko to vse spustim, ne. To je bilo vseeno treba to osnovno nadoknaditi, te zapiske, vse to urediti. Tako da dejansko še več dela. Še več dela, ja. In včasih je bilo res tako, ne vem, 3 dni pred testom, ko sem se učila na polno. Ko sem biznisirala na polno. In res, no, recimo, no okej, kofein je bil moj najboljši prijatelj na koncu dneva. Ne bom zdaj rekla, da so bila obdobja, ki so bila najbolj zdrava, se pravi, čisto premalo spanja, tudi ni v redu, ampak tako sem vedela, lej, če to pač je treba. In organizacija je bila res tako, no. Včasih se učila se, ko sem se lahko. In izkoristila pač vsako minuto, mogoče sem daj spustila, ne vem, kak žur. Zaradi tega, okej, mogoče tudi nisem šla na maturantski izlet, kar ne obžalujem še zdaj, ne, ker sem pač imela eno obveznost in pač mi je tudi toliko več pomeni ena konferenca, kot pa to. Ravno tudi to, ne, podpora je bila verjetno zelo pomembna. Tak strani družine, sicer si že nekoliko menila, ne, da so ti starši dali pogoj, tako ne bodo takrat lahko, ampak potem pa več ne. Podporo sem imela na gimnaziji Celje center, pa seveda tudi verjetno od drugod, lokalne skupnosti ali pa širše tudi v Sloveniji. Mogoče lahko več poveš o tem tudi za morebitne druge mlade podjetnike, kje se lahko najdejo, kje lahko iščejo recimo podporo, podporne organizacije, ki bi jim nekako pomagali. Ja, zdaj tako podporo se mi zdi, če znaš izkoristiti, dobro, da veš, kaj hočeš, je v Sloveniji to podjetniško okolje tako odprto, da skoraj vsak lahko, če veš, do koga pristopi, če pristopiš nek normalen način, da bi se vsak ti pomagal. Zdaj jaz tako, tukaj v tem celjskem okolju priznam, da sem zelo slabo bila, nekako nisem se toliko povezala v tem celjskem okolju, ko sem se povezala v Ljubljani. In zdaj jaz sem imela srečo, da sem imela dosti močno podporo ustvarjalnika, na tem področju pač mentorstva, krožka. Zdaj v bistvu pa nisem več v bistvu z ustvarjalnikom, ampak zdaj sem Ustvarjalnik je ta podjetniški krožek v gimnaziji Celje center. To. Zdaj pa v bistvu sem se pa tudi letos vključila v program od Enchema, prvi mentor. To je tudi tak princip, v bistvu imajo eno veliko skupino uspešnih podjetnikov, ne vem, ki se ukvarjajo z najrazličnejšim marketing, res eksperti na teh področjih. In v bistvu dobil vsak mentoriran svojega mentorja.
In to pomeni, da se pol, ne vem, dobivaš tako enkrat na teden, čisto odvisno, kako se pogovori z mentorjem in ti on pomaga. Ampak prva stvar, ki pa je, ti moraš vedeti, kaj ti od mentorja rabiš. Ker zdaj, če si sam prideš, jaz sem zdaj tu, pomagi mi, ne boš to. Moraš ti vedeti, rabim to, zanima me to, problem imam tu. In na tak način ti lahko mentor lahko pomaga. Tako da tukaj v celjskem okolju vem, da, ne vem, inkubator, to vem, da imajo mentorske, pa tako, ne vem, razne delavnice, pa nikoli se ti ne sme imeti problem, ne vem, tudi zapeljati kam. Na koncu, če toliko je nekih delavnic, pa zdaj smo v tej COVID situaciji, ko je vse online, lahko ti prideš res, pogledam, zdaj smo na Facebook, koliko dogodkov je, pa to imaš vsak teden si lahko nekaj. Tako, za tiste, ko včasih niso imeli časa v živo prihajati na dogodke, imajo pa zdaj zagotovo čas potem posnetke za nazaj pogledati. Zdaj izpostavila si že mentorstvo in tudi ta proces podpore mentorja, da je mentor potreben in seveda tudi to, da ti moraš sam vedeti, kaj želiš od mentorja. Bi mogoče izpostavila kakega mentorja pa mentorico, s katerim si se ti srečala v svoji karieri in so se ti nekako njegove besede, njegovo mentoriranje, njegova pomoč vtisnile in ti dejansko dale nek push ali pa ti je res do te mere pomagale, da bi rekla, ta pa je the best and the top mentor, kar sem ga zdaj v življenju imela. Zdaj moj mentor, ki v bistvu me mentoriral tako več let, je Matija Goljar. In on mi je res v bistvu pomagal na enih 100 različnih področjih, od podjetništva do tega, da v bistvu jaz sem na one man band in to pomeni, da ti nimaš v bistvu nobenega, ko pač nimaš ti ekipe, veš, pač, da sta nekaj po brainstormaš. Ni nekoga za marketing, nekoga za prodajo, nekoga za spletno stran. Jaz sem tu, vse v enem. In tudi na koncu veš motivacija, pač si tako skozi sam tam, pač na eni točki ti mogoče malo pade, pa ne gre vse tako more iti in takrat je ful fajn, če imaš koga, tako je mentor, da ti malo pove, ali pa ti pomaga vzdrževati fokus v to. Pa tudi drugo področje je bilo pa retorika in pa govorništvo. Kar je pa dal ogromno, jaz sem zelo veliko stvari iz podjetništva na koncu prenesla v šolo. In to zdaj, če bi izpostavila, je to definitivno to, kar ti javno stopaš. Če bi se dijaki zavedali, da imamo ta ustna spraševanja, kako se da to pofejkati? Da v bistvu vse je samo tem, vse moraš ti nekaj znati, ampak če ti poveš to lepo, samozavestno, počasi, da ti pač pokažeš, da jaz to obvladam, jaz to znam, pa tudi če ne znaš, to, fejst. Na koncu tam eno slovenščino Cankarja Hlapce, če ti to res tako poveš, tako moraš biti, pa ne rabiš povedati vsega, je zelo včasih bolj sprejeto, iz lastnih izkušenj govorim, ko pa tisto se en nadudla tam, pa sam strela tiste stavke ven na pamet naučene. Pa seveda, tudi v bodoče je ta način nekaj bolj praktičnega, nekaj bolj... Govori nastop isto. Jaz imela sošolko, ko mi je tam 3 dni pred nastopom skakala z njim listom okoli, pa se na pamet pač probala naučiti. Moj način je bil ta, da jaz sem vedela, imela sem vsebino, vem, kaj moram povedati, bullet pointi in gremo zdaj pač povedati s svojimi besedami. To je tisto, kar je meni dalo podjetništvo, ker mi smo veliko pičala, teh startup tekmovanjih, vikendi in to se res naučiš. To je ena veščina, ko mi je tako dala v šoli, kjer definitivno delamo premalo govorim nastopov, ker da imaš enega v prvem letniku, 2 v 4, prosto to je pač premalo. In to, ko pač gledaš pa ljudi, ko tam v 4. letniku ne zna pripraviti enega javnega nastopa, je tako malo žalostno, malo več bi se lahko tukaj delali na tem. Tako da je definitivno tudi prednost vključevanja v takšne in drugačne krožke v svojem študijskem ali pa dijaškem času, tudi za namene izboljšanja svojih kompetenc za šolo, ne nujno samo za tisto področje. Vsega se v šoli ne naučimo včasih stvari. To je ful pomembno, da greš malo ven, da probaš različne stvari. Super. Kam pa greš naprej? Vem, da nekje sem zasledila, da se širiš. Pred časom si v bistvu sama izdelovala še vsa ta oblačila in dodatke za pse. Tako da zdaj, kar je bila največji napredek po srednji šoli, je bil to, kako sem začela gledati na ves ta biznis. V srednji šoli je bilo to vedno tako, samo moramo prvo maturo narediti, pa bo vse drugače. Zdaj, ko sem prišla na faks, sem pa kar naenkrat videla, da zdaj pa ni več časa vsega šivati, da sem na 3 različnih lokacijah,
šivala sem v Celju, živela sem v Ljubljani, pošto sem imela v Celju in to enostavno je bilo toliko ene vožnje, toliko izgube časa sem rekla, ne, treba je tukaj za nekaj narediti. Tudi vedno več naročil je bilo, nisem več mogla usklajevati študijskih obveznosti, vsega skupaj. In sem rekla, ok, dajmo zdaj mi to pač outsourcati, tako da zdaj imamo lepo šiviljo, ki v bistvu šiva vse ta naročila, skladišče v Ljubljani, kjer imam vse na enem mestu, se pravi, in tudi pač mi pošiljajo vsa pol naročila kar od tam. In jaz se lahko zdaj res fokusiram na marketing, na ustvarjanje vsebin, na rast, na to. In zdaj, kar je prvi največji korak naprej, je to, da se razvijajo novi produkti. Se pravi, zdaj smo dali ven prav oblekce za pse, se pravi pižamice, ker ko sem jaz začela, naslov prvega članka je bil Maja šiva pasje obleke, kako jih naj jih prodam. Ampak jaz sem takrat hitro pol končala s pasjimi oblekcami, ker sem enostavno imela preveč časa, ni šlo skupaj. Tega, ok, gremo se fokusirati na rutke. No? Zdaj sem pa videla, da pa spet malo več časa je, na voljo so pač druge sredstva. Tako zdaj smo spet na oblekcah, pa na stvarih za muce in za pse. Tako da to je ta širitev. Tujina še vedno, Združene države Amerike, to še vedno laufa na polno. Bi pa definitivno rada se malo še razširila dol na Balkan, ker ko gledaš te trende, pa to tudi COVID situacija imela zelo dober efekt na to industrijo za hišne ljubljenčke. Spletna prodaja pa sploh to. Ne sem z tega vidika, ampak večina nas je bila zdaj kar naenkrat ful časa doma z našimi kužki, mucami in potem so raziskave pokazale, da so zelo povečali budžetje, ko smo jih začeli namenjati pa za razne dodatke, pa hrano, pa zdaj več kot polovica lastnikov že na premium hrani. Pa tudi, kar je pa meni najbolj všeč ta trend, da pa v bistvu premium izdelki grejo zdaj na mainstream. In smo res začeli tako, ne vem, pa če že tako gledaš, ne vem, pasji sladoled imamo zdaj v Ljubljani. To zdaj na Woltu ga imaš, dostava, posod, piškoti, take stvari, ko bi rekel, moč malo nazaj, pač. Kdo ima za to denar, ja, ne? Kdo bo to delal, pač kaj to kar neki, pasje vino, pasje pivo, že to, ne. Ful gremo nek korak časom, tudi Slovenci. Saj tudi to, ne? Vem, da je tvoje primarno težišče ZDA, seveda tam je pač pasja moda. Gospe v Ameriki, tako kot je ona oblečena, enako usklajen, morajo biti tudi pač hišni ljubljenčki, ne? Slovenija pa mogoče še to malenkost večja neznanka, oziroma nismo potrošniki ravno v tej smeri. Kaj pa tukaj? Misliš, da se bo spremenilo kaj v prihodnosti? Bo Slovenija postala recimo tudi večje tržišče za izdelke, ki jih? Definitivno upam, da. In zadnjič smo imeli z novinarko, ko smo za RTV snemali eno oddajo, in smo imeli v bistvu pogovor o tem, da koliko je to žalostno. Greš ti, ne vem, nekam na podeželje, vidiš psa na ketni, je to nekaj čisoke. Pač, kaj pa to? Prideš ti, ne vem, v mesto, vidiš psa oblečenega, mučenje, popolna počlovečenje, kaj je to? In to že na socialnih mrežah vidiš. In tukaj se pa treba mogoče malo zamisliti, ne? Kam gremo mi? Pač imeti psa v zuri na hladnem, brez socializacije, treninga, ustrezne hrane, tam pač. To je nekaj čisto okej, tako smo navajeni že s 50 let. Tukaj vidiš ti oblečenega kužka, se ti pač groza, pač zgražanje. Ampak definitivno se izboljšujejo stvari tukaj, ker ljudje pač vejo, da zdaj kužki ne morajo biti oblečeni. In seveda, ja, tudi to je eden izmed vidikov, ne? Imamo recimo pasme, ki sploh recimo v mrzlih mesecih, ki niso navajene hladnih, te pasme niso navajene hladnih temperatur, moramo nekako zaščititi. Tako da tudi to je eden izmed vidikov, ne nujno samo okrasek, modni dodatek. Čeprav vsi, ki imamo radi svoje vse, zagotovo. Malo ga oblečeš, ne? Že živno rutko me daš gor pa je tako. Tako, ne? Pocrtlaš tudi ni. Vse to. Mogoče lahko kot tvojo trgovinco pričakujemo tudi v našem lepem Celju v bodoče, ali si čisto orientirana samo izključno na spletu? Zdaj tako, ko sem se malo pogovarjala tudi s temi zelo uspešnimi celjskimi podjetniki in tudi, ko imajo trgovinco tule v Celju, so mi vsi rekli, da fizično so to bolj showroomi, se pravi za dobavitelje, da se stvari pokažejo, da v bistvu ta večina vse prodaje je pa online. In sploh tale COVID, ko je bilo v e-commerceu itak velike rasti, veliki napredki,
se mi zdi, da mi je veliko bolj, da ostanemo na spletu. Imamo na voljo dobesedno cel svet. Spet globalizacija, to je ena tema na maturi. Tako da, če poznamo, globalizacija, kaj vse nam to omogoča. Mislim, da zaenkrat, ker bomo na spletu ostali, ko bo pa enkrat, ko bomo pa tako daleč, da bomo imeli dosti kapitala, da se pač naredi en showroom, da se bo res ne, da imaš tako malo denarja, da pač lahko devaš take stvari, ne? Pol pa mogoče. Pol pa mogoče. Tako da ostaješ izključno na spletu. Ok, pa preden še mi dve zaključimo, mogoče samo vprašanje, kako pa zdaj, pač seveda v teh časih, ko si študentka, je zdaj lažje, menila smo mogoče na začetku, da so bili vseeno malo naporni trenutki, da si mogla kar uravnavati svoj čas in vse ostalo, je zdaj lažje, ko si študentka. Definitivno, ampak to sem iz tega vidika, da zdaj ne rabim nobenemu več polagati računov, kje sem, kdaj sem, zakaj me ni. Res, ker a veš, na faksu je tako, sploh na ekonomski... Prideš, ne prideš, če ne prideš. Pač tvoja odgovornost, boš poslušal, ne boš poslušal, pač nobenega ne prida. Sploh, ko si ti na faksu, kjer je v enem letniku 600 študentov, pač jim je vse, ali si tam in si tam. In to sem tudi pač to izkusila jaz, ne, ker prvi semester sem kar, naprimer mikroekonomijo, ne, sem kar spustila enih par predavanj. Pa se je to občutilo pol, ko smo pač se pripravili na izpite, pa kolokvije in ni več toliko simpel, kot ti v srednji šoli, to samo nadoknadiš, ko moš pa na faksu. Tako da zdaj sem res zelo bolj pozorna na to, da sem res na čim več predavanjih, če kakega spustim, pač ni panike, ok, ampak res probam ne pozabiti na faks, ker na koncu pač diploma, magisterij to mora biti, to je spet če ko bom to imela, pol ok. Še vedno v glavnem tektaš in vagaš in... Treba mora biti vse zbalansiran in smo si srečni. Super, ok. Dajmo še sam povabiti, ki te lahko naši gledalci, poslušalci najdejo, kje vse te lahko slišijo, vidijo tvoje izdelke, kje lahko nakupijo. Pa seveda tudi zdaj sem zasledila, da si baje na novo na TikToku. Ja, kje naj začnemo? Ok, Facebook, Instagram, tam smo itak. Dolgi Lili pa Maja Kose. Polka imamo še TikTok, zdaj na novo, ok, izdelki v Mr. Petu, na Stretni trgovini, pa zdaj se bomo še širili malo v te, malo butične, lokalne, tako da zafilamo celo Slovenijo s tem. Tako da v glavnem vsaj na enem kanalu te morajo spremljati, če hočejo, da se njihovi psi doma fashionable z njimi uriti in je to to. Super, Maja, hvala za to, da si se odzvala, hvala, da si bila naša gostja. Definitivno te bomo tudi mi spremljali še naprej, da vidimo, kam vse se boš razširila in seveda, če boš tudi Slovence prepričala v to, da je potrebno rutico nabaviti za svojega psička ali pa psičko. Tako da to je to in hvala še enkrat. No, hvala za povabilo. Meni je bil najmanj pogovor super, tako da res, ko mi čaka, da še kaj sodelujemo, pa še kaj ne bo ostalo.